Varuhinja človekovih pravic Zdenka Čebašek-Travnik je še predsedniku države Danilu Türku predstavila svoje letno poročilo. Ob srečanju z varuhinjo je predsednik opozoril predvsem na dejstvo, da se položaj človekovih pravic v Sloveniji ne izboljšuje. Opozoril pa je tudi na vedno slabši ugled Slovenije v mednarodnih institucijah, ki ocenjujejo stanje človekovih pravic. Vlada se bo po navedbah državnega sekretarja na Ministrstvu za finance Dejana Krušca danes seznanila z informacijami o skrbnem pregledu NLB. Ni pa še končnega poročila, je danes povedal na seji Komisije Državnega zbora za nadzor javnih financ. Razmere v slovenskem bančnem sistemu naj bi po današnji seji vlade predstavil finančni minister Janez Šušteršič. Po razburjenju med upokojenci bo danes prvič ovojnico znižano plačo po velevarčevalnem zakonu odprl večji del javnih uslužbencev. Zaposlenim v državni upravi, vojski, policiji, šolstvu je plača znižana za 8%, a ker je bil dosežen dogovor o hkratni odpravi plačnih nesorazmerij, bo to znižanje za večino zaposlenih manj boleče. Se bosta pa občutno znižali nadomestili za malico in prevoz na delo, zato je v prihodnjih dneh pričakovati precej negodovanja zlasti v vojski, kjer se največ zaposlenih vozi na delo v mesto, tudi pa več 100 km stran od doma. Zveza svobodnih sindikatov Slovenije danes vlaga zahtevo za ustavno presojo 2 členov velevarčevalnega zakona, ki se nanašata na zniževanje pokojnin, ki se izplačujejo iz državnega proračuna, in na izplačevanje letnega dodatka za upokojence. Opozarjajo, da bo zakon ne le povišal število revnih upokojencev za vsaj 10 tisoč, temveč vseh prejemnikov omenjenih pokojnin ne obravnava enako, kar poudarjajo, ni v skladu z ustavo. V državnem zboru poteka 12. vseslovensko srečanje Slovencev v zamejstvu in po svetu. Tema letošnjega srečanja je medgeneracijski dialog, zato sočasno poteka tudi prvi parlament mladih Slovencev v tujini. Poglobljeno sodelovanje med mladimi in starejšimi je zelo pomembno za ohranjanje slovenske identitete v tujini. O medgeneracijskem sodelovanju in solidarnosti pa je treba razmišljati tudi doma, je v nagovoru poudaril predsednik državnega zbora Gregor Virant. Na celjskem okrajnem sodišču je bila danes prva javna dražba za prodajo polovice hiše slikarja Jureta Cekute, javnosti sicer bolj znanega po vpletenosti v afero Patria. Kot je bilo pričakovati, nepremičnine danes niso uspeli prodati. Sodišče je javno dražbo razpisalo zaradi slabih 17 tisočakov dolga, ki jih Cekuta dolguje komercialni banki Triglav, zavarovalnici Triglav, Novi Ljubljanski banki in mladoletni osebi. Polovica hiše, ki stoji v Prekorju v bližini Celja, v njej pa ima slikar tudi galerijo in pripadajoča zemljišča, so ocenjena na dobrih 481 tisoč evrov. Očitno previsoka cena, da bi zanimala kakšnega kupca, tako da danes na sodišče ni bilo nikogar, niti ni nihče vplačal varščine v višini 10%. Enota za obvladovanje bolnišničnih okužb v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor obvešča vse obiskovalce, da zaradi kemičnega onesnaženja vode v stavbi ORL v UKC Maribor voda ni pitna in ni primerna za umivanje in osebno nego. Kot so danes sporočili iz UKC Maribor, se trudijo, da bi to onesnaženje čim prej odpravili. Jutri bo po večini sončno, pojavljale se bodo krajevne nevihte, ki bodo pogoste še v popoldanskem času. Najnižje jutranje temperature bodo od 17 do 22, v alpskih dolinah in na planotah Notranjske okoli 14, najvišje dnevne od 26 do 32 stopinj Celzija. V soboto in nedeljo bo sončno in vroče. V soboto bodo še posamezne vročinske nevihte. V dnevniku televizije Maribor ne zamudite. Komisija za preprečevanje korupcije o nepravilnosti Pivčevega doktorata. Kljub težavam z dovoljenji, Center za ravnanje z odpadki na Pragerskem. Mladi v Slovenski Bistrici ustvarjajo za grajskimi zidovi. Bodite z nami ob 18.